Toliko v prvem delu Odmevov. Po pregledu novic bomo nadaljevali s tržaškim pisateljem Borisom Pahorjem, ki je nocoj kar na odru Cankarjevega doma v Ljubljani praznoval 96. rojstni dan. O svoji življenjski poti, ki je nekakšna metafora za 20. stoletje, se je pogovarjal s prijateljem Evgenom Bavčarjem in urednikom Zdravkom Dušo. Ob jubileju velikega pisatelja je šlo izbrano delo v 5 knjigah. Pahor je bil dolga leta spregledana osebnost, saj so matično domovino motili predvsem njegovi kritični pogledi na narodnostno vprašanje in skrhano identiteto. Italijanska javnost pa ga pozna po ostrem opozarjanju na fašistično preteklost. Eden izmed največjih borcev za pravice Slovencev v Italiji, tržaški pisatelj Boris Pahor, izjemna kulturna in moralna avtoriteta na obeh straneh meje in intelektualno ime v svetovnem merilu, danes praznuje 96. rojstni dan. Ob tej obletnici je Mladinska knjiga v sodelovanju s Cankarjevo založbo izdala izbrano delo v 5 knjigah. Slovesnost v čast pisatelju je zvečer potekala v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, ki pa je bila veliko premajhna za vse, ki so se hoteli udeležiti dogodka. Ugledni pisatelj, akademik in družbeni kritik Boris Pahor, pogosto oklican za ambasadorja slovenske besede doma in v tujini, je visoki jubilej obeležil v Linhartovi dvorani, polni do zadnjega sedeža. Med obiskovalci so bila številna znana slovenska imena, literarni večer pa je odprla slavnostna govornica, ministrica za kulturo Majda Širca. Nocoj predstavljeno izbrano delo je zbirka 5 najbolj znanih del pisateljevega opusa: Nekropola, Grmada v pristanu, Parnik Trobini, Zatemnitev in Spopad s pomladjo, ki so takoj ob izidu v drugi polovici prejšnjega stoletja ostala prezrta, a ne izbrisana. Dela povzemajo prvo polovico krvavega evropskega 20. stoletja med Trstom, nemškimi taborišči in povojnim Parizom. Naši recimo študenti in tudi naši visokošolci tako naprej o tej problematiki preteklosti vejo zelo malo. Lahko bi rekel, da je večkrat nič. In to je pa minus, ne? To je minus, ne? Ker narod, ki ima 2 milijona ljudi, ne? In ki se malo briga recimo za tistih, ki živijo zunaj, ne? Ravno ta enotni kulturni prostor, ne? Zahteva tudi neko enotno kulturo. Ne? V njem se spoznal živo knjižnico slovenstva v Trstu, v njem se spoznal tisto najvišjo obliko slovenske identitete samoniklosti. Priznanje za pokončno držo in vrhunsko pisanje je Pahor dočakal šele za osamosvojitvijo Slovenije. 1992 je prejel Prešernovo nagrado, 8 let kasneje srebrni častni znak Svobode Republike Slovenije, pred 2 letoma mu je Francija podelila naziv vitez reda legije časti. Še večkrat pa je bil nominiran tudi za Nobelovo nagrado za literaturo. Ob slovesnem dogodku smo s pisateljem pripravili pogovor posebej za Odmeve. Boris Pahor, vse najboljše za rojstni dan. Hvala lepa. Hvala lepa. Lani ste ga praznovali na Primorskem, zdaj ste v Ljubljani. Med tema 2 postajama je bilo izjemno veliko poti. Kje dobite energijo za ta potovanja in za vse, kar na njih počnete? Ne vem, jaz se lahko zahvalim svojim staršem, svoji mami in očetu. In drugače ne vem, ne jem mesa, ne jem nič mastnega. In druga pa ne mislim sploh na to. Jaz mislim, kaj bom tipko danes večer. Danes slučajno nekaj bom spal tukaj, ne, ampak drugače ne mislim na neki zakaj, ne. Dokler bo trajalo, hvala Bogu, ne. Kaj je najpomembnejše sporočilo, ki ga skupaj s svojimi knjigami ponujate bralcem in pa poslušalcem? Jaz se čutim, kako da delam veliko krivico svojim ljudem na Primorskem, ne. Se zanimate zame, za moje knjige, in primorski ljudje sploh ne živijo v življenju slovenskega veliko naroda, slovenske države, ne. Mi praktično ne eksistiramo, ne. Ne vejo nič o nas, ne vejo nič o naši preteklosti tukaj, ne. In tako da nekako je to neka krivica se godi. To moje slavljenje in na drugi strani je nekako vakuum, ne, nekje, kot narodna zavest, ne. In zato nisem, kako bi rekel, kdo je preveč navdušen na neko slavljenje neke osebe, ko pa smo na celotna skupnost, ki smo ločeni od 18. leta, recimo, ne, in to traja, ne. In če čutimo kot narodnost, kot skupnost v Italiji, ne, da Slovenijo glede nas in glede tudi samega Trsta je nič ne briga, potem je to slavje bolj tako, ne. Bolj recimo nekje, če človek lahko tolče po prsih, ne, sem jaz te knjige napisal in ni kdo veliko zadoščenje to.
Kaj pa pravite na to, da so vaše knjige najprej obredle pol sveta, bi lahko rekla, in šele potem postale brane in bolj znane tudi vi z njimi v Sloveniji? Ali boste porekli po italijansko non è mai troppo tardi ali nikoli ni prepozno? Ja, dobro, to, da jaz na stara leta to doživljam, je en plus, jaz ne rečem, da ne. Ampak da knjige, recimo nekatere, recimo Parnik Trovinji, ne, bo zdaj doživela, rekel, to pa natis, ne, po leta 72 je išla, nobeden se ni zanimal za njo, ne. Zdaj bo po natis, zato ker je išla v italijanščini, bere v italijanščini prevod, ne. Nekako, če Slovenija, vse to, kar je bilo napisano 72 leta, je sploh ni brigalo nič, mislim, šola, kultura in tako naprej, ne. To je, bi rekel, to je minus velik, ne. Na drugi strani, ne, Italijani se zanimati za slovenskega pisatelja v Trstu, ne, je bila ta zadnja, to ne, jasno, ne. Da smo prišli preko, kot je rekel gospod Bavčar, ne, mi moramo, ko sem ga spoznal, ko je bila razstava v Trstu, ne. Pravi, jaz vas poznam po knjigi, Požig Narodnega doma, ampak moramo to dati Francozom, da boste preko Francije prišli v Trst. In to se je zgodilo lansko leto, ne. Vidite, od tiste Francije, ki je bila, recimo, leta, če ne bo 86, kdaj je bilo, ne, so oni prevedli iz italijanskega prevoda, da sem postal v Franciji poznan, ne, potem v Nemčiji, v New Yorku in tako naprej. In zdaj sem prišel po tolikih letih spet, ne, da me v Trstu poznajo oziroma, ne. In to je velik plus, prav gotovo, da je velik plus, ker so me sprejeli kot pisatelja neke določene manjšine, o kateri ne vejo nič niti danes, ne. So kot zajc na bomu, ker nobeden tega ni povedal, ne. Nažalost, da je tudi tukaj pri manjšini, ne, podobno, ne. Ne vejo nič, če se spraša nekega dijaka, ne, recimo, ne vem, maturanta tukaj, da če kaj ve, kako in to. Tabula rasa, ne. In kaj pravite, ko slavite v Ljubljani? Končno se je ta pot nekako zasukala tudi v središče, v naše glavno mesto. Kaj vam to danes pomeni? Jaz sem menda ravno kar povedal to. Mi pomeni, da na eni strani občutim zadoščenje, da so prišli do izjave moje knjige, da pride ta lepa izdaja, mladinska knjiga in Cankarjeva je to naredila in to se ni hvaležen za to lepo idejo, to je normalno, ne. Ampak se čutim kot predstavnik neke skupnosti, za katero tukaj v Sloveniji konkretno se ne zanimajo. Ampak v bistvu moje knjige govorijo o Trstu. Tudi ko govorim v Franciji, recimo, ko se zaljubim, to naprej, in pripovedujem o Trstu, ne. In torej je zmeraj ista stvar, ne. Ali Trst eksistira ali ne eksistira, ne. Zame eksistira in bi moral biti nekako komponent nekje, bi rekel, splošne slovenske usode, ne. Kaj si želite za rojstni dan? Jaz, da bi imel še toliko zdravja, da je napisal še kaj dobrega. Hvala lepa, pa lepo praznujte. Hvala lepa tudi vam.